Smo pobudniki te seje odbora za kmetijstvo in odbora za finance. Vesel sem zaključkov teh dveh odborov. Gredo v tej smeri, da se ponovno odpre sam zakon, ugotovi, če so potrebne kakšne posegi v ta zakon in da se na ta način tudi ta katastrski dohodek pravično in realno oceni. Za letošnje leto je doseženo to, da se bo plačeval po novem izračunu izključno, vekolikor bo za 10% višji od preteklega leta, vekolikor pa bo to odstopanje večje, se pa plača po lanskoletnem izračunu. Tako da mislim, da sedaj so sklepi primerni. Ključno je tudi to, da se bodo te nove metodologije simulirale in da je po sklepu do konca septembra vsak upravičenec oziroma zavezanec za katastrski dohodek tudi dobi domov predhodni izračun in se bo lahko potem na osnovi tega izračuna sam odločil, ali bo v bodoče plačeval davke iz kmetijstva po katastrskem dohodku ali pa bo vstopil v sistem obračuna oziroma knjigovodstva in bo na ta način tudi naprej vedel, kakšna bo približno njegova davčna osnova. Postopki za namakanje so bili doslej dosti komplicirani, se zdaj kaj poenostavlja. Kar se tiče namakanja, mislim, da je bilo kar precej stvari v zadnjem času narejeno. Tudi to potrjuje zadnji razpis, ki je bil v januarju letošnjega leta in vsa razpoložljiva sredstva, ki zadoščajo za približno 1200 hektarov namakanja, so dobile prijavitelje, tudi z našega področja Parcelatno 2 in pa Blanca. Tako da mislim, da je bilo ključno in da je tudi v bodoče ključno dobro sodelovanje vseh akterjev, tako vodarske stroke, kmetijske stroke, tisti, ki pripravljajo projekte in vekolikor je med temi deležniki dobro sodelovanje, tudi prideš v doglednem času do tega. Kako bodo se zagotovljene tudi? Kot sem že dejal, v tej finančni perspektivi so bile v zadnjem razpisu še za 1200 hektarjev odobrene, oziroma toliko je prijav, ni še izbor povsem zaključen, da sredstva so za vse te površine zagotovljene. V okviru nove finančne perspektive pa je boj proti klimatskim spremembam, v sklop katerega sodijo tudi namakalni sistemi, protitočni sistemi, ena od ključnih prioritet. Celo zaveza v okviru evropske kmetijske politike je, da mora biti četrtina sredstev namenjenih za ukrepe, ki lahko povežemo s klimatskimi spremembami. Tako da, kolikor se bodo slovenski kmetijci povezovali in tudi pripravljali te projekte, verjamem, da bo kmetijska politika sledila za sredstva.